140 gospodarskih družb, pa okrog 1100 oseb. Zdaj, ko sem pa to nalogo naredil in ko se je politična oblast dejansko spremenila in ko se je začel govoriti o kadrovskem cunamiju, me je zanimalo pravzaprav, kaj se s tem omrežjem dogaja v neki zgodovinski perspektivi. Ali omrežje ekonomske moči po spremembi politične oblasti postane bolj ali manj nespremenjeno, ali pa se to omrežje ekonomske moči zaradi spremembe politične oblasti začne razkrajati in sestavljati na novo. Ko sem zbral podatke za konec leta 2005, sem ugotovil, da je prišlo do čudnih sprememb v strukturi omrežja ekonomske elite in da je ekonomsko moč v Sloveniji prevzela nova garnitura ljudi, oziroma da je v strukturi ekonomske moči izjemno veliko število novincev. Ko sem to zaznal, se mi je postavilo naslednje vprašanje. Jaz sem v šolo hodil, takrat, ko je še bil na sporedu predmet samoupravljanja s temeljem marksizma, in pri tem predmetu je veljala ena železna zakonitost. Ta železna zakonitost pa je rekla nekako tako, da tisti, ki ima v rokah ekonomsko moč, si podredi tudi politično oblast. Zazdel se mi je, da ta zgodovinska zakonitost, ki ne bi bila železna, pri nas ne velja. Se zaradi tega po eni strani šel malo študirati, pravzaprav kakšne razmere med ekonomsko močjo, ekonomsko elito pa politično oblastjo, politično elito. Pa sem prišel do ugotovitve, pravzaprav, da ta razmerja niso nikdar prav zelo jasno definirana in fiksirana, pa da neka pravila morda veljajo izključno v končni instanci, v nekih konkretnih zgodovinskih okoliščinah so pa ta pravila zelo prilagodljiva in v določenih zgodovinskih kontekstih pač ne veljajo. Dobro, ko sem pač to prebral, sem sklenil, da pogledam še omrežje, kakršno je obstajalo v koncu leta 2006, ker me je zanimalo, kaj se v tem času zgodi, in pa kakšno omrežje, ki je obstajalo po naslednji spremembi politične oblasti, in sicer je bilo to leta 2009. Se pravi, leta 2009 je bila že na oblasti Pahorjeva vlada, ki je spet imela možnost poseči v določene funkcije v gospodarstvu in ti posegi so spet zelo močno spremenili strukturo omrežja ekonomske elite.